Koliko pa ne maram ljudi, ki zamujajo, pa co ne moreš verjeti, 15 čez. Ampak ja, lej, zvezde vedno zamujajo, ali kako pravijo, daj Kutnar, priđe, kje si človek. Fak, malo sem pozorn, ampak itak tudi Mark zmer zamuja, tako da ni panika po moje. Dovolj! Luka, Kucar, sošolc, sosed, v duo ni da ni. Sem res, daleč sem je, veš, gužva je bila. Je bila gužva, ja. Sej zato vidim, da si zamujal. Je bila gužva, ja. A si sploh že videla pri meni? Kilometrček. Po moje, da ne. Po moje, ker sem bil mejhen na kakšnem rojstnem dnevu. Daj, prid naprej, kva boš kaj pil? A imaš kaj? Ja. Ko pa ta setup, Ja, kaj pa čakaj. kle snemat. Dobro, čak, to je zdaj To dolgo. sem nekje že videl, ta setup. Ne gledat. To je za audicije, pa tako, če se fantje malo dobimo. Audicije, ja, točem to. Ja, za filme, saj tudi ti v Usnjeno, filmih ja, nastopaš, a ne nastopaš. Usne je dober za obrisat, ne. Zdaj pri dvojega spila naloživa A imamo motor, ja, mava. Daj. Pa greva v cukrco. To je to, ne? To je to. Domača proga. Pripravljen. Ti si pripravljen? Čakaj, me ti zabavaš. Kaj je? Kaj da nisi vedel, da bomo snemali? Čofa, no se povsod piše in umazan Pa motor. sej to je fora, ne? To je kamuflaža mala, veš. Itak gre na progo, pa bo umazan. Kaj če Smo bi že čisto? začeli z izgovori, ko mi čakam, da do proge pridem. Kaj bo še letel? Pa bo šel tle noter. Nisem si mislil, da bom čofa tu pokazal, kaj je čist motor. Ne? Jaz si pa nisem Takole mora biti pripravljen za snemanje. Ja, v redu je. Jaz si pa nisem mislil, da bo nov motor toliko praskan. Ampak sej, taki motori več so, nov. ja, Se ima že 10 ur. ja, 10 več kot jaz letos. Pomaki za prvi dok, Ja, ampak piska pa ne. Pa sem lahko brez. Tako je. Tudi klimo. Klimo ne imaš. A ja, imam lahko okno odprte. Ja, Bo z pihalno. veseljem. Ja, Daj še me, a ja, ti mi ga lahko odpreš, jaz si Ne, ga ne morem. morem, ker ne dela. Dobro, pa mi pa sem ti odpreš. Ne, stari, legendarni kombi. Ja, zakon. Ja, kaj Zdaj pojmo ga desno. malo predelujem. Predeluješ. Ja. V tem kombiju sem že tudi jaz marsikaj doživel, veš? Ja? A se spomniš, ko smo šli Ja, enkrat? se res, v Ljubljano smo šli, ali kam smo šli? Tamle sem bil zadnji, ki vreče Sem krompirja. res, ja. Draga družba, lep pozdrav, evo, to je nova epizoda po Vinkih. Danes je z mano prav ena taka posebna oseba, poseben gost, boste videli, zabaven lik. Prvi motokrosist, konc koncev. Lahko ti je čast, ne? V bistvu Bi se človek mi je, mislil, ja. pizda, Tingaj, Srbo, ali ne. Ja. Ne, fante moji, draga dekleta, Luka Božka Kutnar. to. Luka Kutnar. Legenda pravi, da si ga celo zbil s prestola, a ne? Ja. Pa ni legenda, to je kar dejstvo bilo. Pustimo tiste predpostavke, ne? Tako, ja. Veliko se govori, ampak ja, slika drugače pove, ne. Ja, Se pravi, sliko imamo, ker sem jaz prvi, pa je on drugi, ne. Državni prvak, ker sem bil 2017. to imaš Tako da najbrž nekje v okviru. To imam na favorites na telefonu. A če mi kdo ne verjame, da je prštimana, veš, tam na vrhu. Ja, Pin. To je en fun fact, ki ga mogoče to ne ve, če ne spremlja motokrosa. Ja, Luka je takrat, pač tim ni mogel iti na vse dirke, ne? Tako je, imel je še neke težave z motorjem ali kako, na eni dirki je manjkal. Aha. Tako da na koncu je Vse bilo tebi vseeno bilo. še malo borbe. Aha. Še vseeno bi lahko dobil, ker vse ostale vožnje je seveda zmagal. A ja, je imel Ampak- še šanse, pa Ja, se ti je tako pol izšlo. nekako se je, ja, da... pač tebi se je poklopil njemu. Ne, pa. ja, vse skupaj po se je domače. poklopil, da sem jaz bil na koncu prvak, pa on drugi, ne, kar je še boljše. Ja, zdaj, če bi bil on tretji ali pa četrti, pa bi rekel ja. Ampak zdaj pa res tim na drugi stopnički. Ide ful sladko. To zgleda. Top. Dej, da se vrnemo malo na začetek. Jaz sem, ne vem, a sem že prej omenil ali ne, midva sva bila skupaj v vrtcu stari. Ja? Ti Ja. veš, kakšni frajerji smo bili mi v vrtcu. Ja, saj to A veš, je. kdo se je družil? Kje Ja, smo bili jaz, skupaj? ti, Krhlikar, Pa Irin. Kristjan, pa Irin. Mi smo bili 4 fante, ker se mi zdi, da smo bili kar dosti skupaj, no. Ja, itak. A se spomniš mogoče, kva smo počeli na igralih? Jaz imam to tak živ spomin. Mislim, Ne? zdaj ne, daj, da slišam. Da te razsvetlim. Mi smo bili taki frajerji, a se spomniš, tako smo si dirke organizirali, dirke. Ja. In smo laufali po teh igralih Aha. in na koncu, kdor je bil prvi, smo si zrihtali punce, 2 punci, Aha. ki sta dale zmagovalcu lupčka na lička. Mi smo bili taki frajerji. A
Tega se ne spomniš? To smo bili res frajerji. Se spomnim, da je bilo nekaj tazga. Ja. Zdaj, ko si razlagal, sem se spomnil, da je bilo nekaj s temi lupčki. Pa, Mi smo že takrat bili čisti. Te Ja. punce, no, lej, za zmagovalca, samo en polub. Pa mislim, da sploh ni bilo problema, so bile kar tako punce, ja, bomo. Super, Veš? jaz ne vem, kaj je šlo zdaj narobe. Kaj je zdaj narobe, le? Ja, sej to, ja. Malej. Ej, ti si šel po vrtcu v Šentvitu šolo, jaz sem šel v Stično. Tako, ja. Tam so se Na ene poti mačkan rašle ja, za ene raztrgale. 10 let. Tako, ja. Ampak drugače pa živiva kaj, 200 metrov narazen. Trenutno, ja. Ja. Tako da Trenutno, bi šla ja. lahko večkrat na Piroz, Ja. da bi ti lahko prišel. Sej ne. to, ja. Mislim, sej kolikrat sva se zmenila že, ne. Zmer, Ja, ko sva se dostikrat. videla, da se kaj dobimo, pa ja. Sej pol, ko se videla kakšni veselici, je Tako, ful ja. tako, "O", Ja, ja. ampak ne, pol pa pridejo kakšni trenerji vmes, ne. Ja, ja, ja. Ej, kam si šel pa pol po osnovni šoli? Na Šel gostinsko, sem- ne? Ja. Ja? Ja, jaz itek sem imel plan, da bom fural motocross. Aha, ti si imel tak plan. Majhnega, ja. Jaz sem živel od tega, tako da sem treniral na polno, delal vse za to. In pa tudi, ko sem si šolo zberal, pa vse skupaj, sem rekel, ne bom si nekaj težkega zbral, zdaj itak so mi doma rekli, da šolo moram vse narediti, eno srednjo, Aha. niso mi težili kaj. In pa sem malo gledal, kje so kaj šole, pa da ne bi rabil prav preveč se truditi z njo, sem pa rekel, grem na gostinsko, ne, tudi zaradi pizzerije doma malo. Aha, ja, doma imajo Ja. super pizzerijo, ne tista napolitanska pizzerija, ampak tako kmečko, slovensko, ki pa vsem, meni mogoče večkrat ta paše, kot pa tista napolitanska. Tako da, če boste Ja, kdaj Radohova, Skegelček, bomo šli tudi Nujno. pole Bogartja. Nujno, ja, gremo nekaj pojesti. Ej, rekel si, kdaj si začel z motokrosom? Sem bil Koliko si bil takrat star? 6 let star, mislim, da sem začel. Zdaj, moj brat je začel najprej, ker imam še dva brata, no tata Gašper. starejši, Gašper, ja. En let starejši od mene je on začel. Aha. Pa je v bistvu on nekaj časa vozil, je bilo bolj na njega vse usmerjeno, jaz sem pa lahko šel zraven, pa sem tudi užival, ampak tudi nisem bil tako zainteresiran, mogoče toliko, kakor majhen. Aha. Pa je pa ta starejši brat, mu kar naenkrat ni bilo več to toliko všeč, bi raje še kaj drugega delal, ker je bilo treba iti na trening, bi šel, ne vem, traktor voziti ali pa Ne. karkoli drugega delati. Tako da smo potli šli, mislim, sem pol jaz dobil malo več pozornosti strani motokrosa. Joško, sosed trener, je bil takrat trener, no pa mehanik. Aha. Naju je treniral pa okoli vozil in sem jaz malo več začel furati in pa je pri tem ostal. Zdaj, starejši brat je čist nehal od takrat, se je usedel parkrat na motor, mlajši brat sploh ne vem, če zna peljati. Mislim, da kakšnega Matevž, skuterja halo. še zna peljati, ja. Cross pa to mu nikoli ni bil všeč, tako da ja, sem bil jaz sam, sem bil sam. Tako, največ energije so pol doma Ja, te tako posvečali, ja, kar se tako tiče ja. motokrosa. Kar se ne. tiče motokrosa, sem jaz dobil, ja. Vsak se je pol najdel nekako na svojem področju. Ne. Ja, itek, ja. Se pravi, kdo bi pol te navdih, zakaj motokros? Zaradi soseda ali si gledal ti po TV-ju kakšnega, ne vem? Mislim, tudi oči je bil skozi navdušen A ja? nad tem, v hrbtenici je imel že od rojstva neko težavo, da mu en izrastek mu pritisne na živce in se težko fura, kar pa pri motokrosu, glede na to, kakšen šport je, mu hitro sproži to, da pritisne na živce in je zaradi tega mogel nehati se ukvarjati s tem. Aha, pa se je tako rekreativno? ali je Tako to da ja, pol- ne, rekreativno je šel malo peljati, pa tudi zmeraj je nek motor bil nekako doma, si ga je probal nekako privoščiti, pa ga je imel tako za veselje, je zmeraj bolj trpel, zaradi tega je pol tudi meni lažje omogočil to, ker je to nek... Drugače pa imamo v familiji že skozi te motorje, že moja babi je furala A ja? motorja, tudi še zdaj spremlja vse MXGP dirke, pogleda Babi? vse. Babi moja, če greš zdaj do nje, številko ji poveš, ti bo povedala priimek za vse tekmovalce, vse čase ve vse, babi je noter čist. Pa- Je res carica. Mi da v ponedeljek zjutraj greva na kavo, ob 8 se dobiva v pizzeriji spodaj, res? predebatirava. Noro. To je to, ja. Čak, koliko je stara babi? Ne vem, če sploh poznam, če sem že Babi kdaj je videl. stara, zdaj si me Čisto dobil približno. 78, mislim. Se pravi, da si lažje predstavljamo, ne? Ja. 78 let, Tako. stara babi, ki ve mrde, V bistvu je bila več o ona- motokrosu, ki je marsikdo. Ja, sigurno, Wow. sigurno.
Ne, tudi ona je bila ta prva, ki je bila skregana z mano, ker sem rekel, da bom nehal voziti. Ker sem imel vmes, sem rekel, da pač zdaj pa neham z motokrosom. Mislim, ni bila skregana z mano, itak da ne, saj babice se ne skregajo s tabo, ampak čutiš slabo voljo. Ja. A te kaj prepričvala, staj Luka, ne, glej, koliko si vložil, Mislim, najboljši si. Ja, Je, ne? sva imela tudi te pogovore, ne, ampak tako, pač, zdaj bi kar nehal, kaj, ker tudi vse derke, recimo z državnega prvenstva, pa to seveda ni na dosti derk šla pogledat, ampak na kakšne te bližne, kle v Cukrcu je šla, je zmer oči pol sprintu tudi rezultate, ker sem jaz derko, tako da je lahko šla čez rezultate, pogledala. Kako dober. Tako, ja. Tako da imamo to že malo v krvi, no, pa še sosed, ta Joško je pa tudi takrat je vozil on še On je bil pa pika na i pol najbrž. Tako, smo imeli pa tako njega, tako da smo okoli njega hodili, on je motorje šraufal, z motorji se je vozil, itak to za nas je bilo noro. In smo itak bili dosti tam pri njemu in je tam še dodatno bilo. Je pa rekel sosed, pridi, to probe. Tako, ja. Je videl, pa... Ja, pa itak oči mami v bistvu delata večinoma za vikende, pa popoldneve, tako da na trening me nista mogla dosti voziti, no. Oziroma na začetku še nekaj pol, ki je bilo treba malo dlje, pa pol Joško v bistvu to malo me bolj prevzel, pa tudi treniral pa vse. Pa se tudi na tekme najbrž nista bila na vsaki tekmi mami po oči. Ne. Mislim, sta probala tako narediti, da je šel vsaj eden me pogledat, no. Vsaj na te po Sloveniji, pa to, kar sem vozil, sta probala pridati, ampak je bilo pa tudi kdaj tako, da pa se ni išlo, Ja, ampak mislim, da sta ti pa nudila drug močan support od odzadej. Mislim, tako predvidevam, ne? Dobil sem zmer vse, kar sem rabil. Mislim, tudi če sem si želel kdaj kaj več, pač smo se vedno pomenili. Sem kdaj rekel, da oni imajo te amortizerje, pa imajo to zrihtano. Pa smo se usedali, pa je bilo pač toliko pa toliko lahko mi damo, zdaj pač s tem, če lahko uživaš s tem, kar imaš, pač pejt naprej, zdaj, ko bomo lahko prvoščali si še kaj več, boš tudi še kaj več dobil. Tako da zmer, mislim, nikoli mi ni nič manjkalo, no. Ja, razumem. Ampak brez tega... Sem si pa kdaj želel kaj več, ampak normalno. To je normalno, v človeški naravi, človeški pohlep, ko imaš še en avto, hočeš boljšega, na primer. Itak, Ampak, če pa tako pogledaš za nazaj, kaj sta ti nudila pa to, a ste imeli še kakšnega sponzorja, sta samo ona dva v bistvu... Motošport je velike v financah in če nimaš ti nekoga od zadej finančno, da te podpre, da se ne moši tega. Ja, sej v bistvu, mislim, je bilo nekaj zdaj teh... Še zunanih, da niso tako, zunanih, teh podjetij, kle okol, pa malo prijateljev, pa smo se dostikrat dogovorili. Da so mi pol pomagali, zdaj nekaj so tudi iz kluba pomagali s kakšnimi štartninami, kdaj pa kdaj. Mislim, je pa tako, večinoma je pa, bom rekel tako, da v 80% je bilo pa to na nas, no. Mislim, sta oči pa mami vse mogla žal zalagati, dokler nisem pol pač kasneje, zdaj recimo se malenkost bolj že znajdem. Pa dobim tudi kakšne sponzorje za razne te motorje, pa pač mi tako pomagajo, da si vsaj z materiali ne rabim več toliko stroška delati. Ampak moraš pa zgleda v njih 15 let ali pa kakorkoli sam vlagati, da prideš do tega, da ti mogoče kdaj pol kdo kaj da, ne. Ja, sej tudi najbrž ti ne bi dal, če ne bi imel toliko znanja, pa če ne bi poznal tvojega ozadja, pa tvojih uspehov, pa sigurno, To je zdaj v bistvu nagrada za vse to, kar si jedal čez, ne? Tako, Mislim, saj se še zdaj trudim, pač. Čem se zdaj trudiš? Mislim, greš na kakšno motocross dirko, ali... Trenutno sem januarja na Sardini v bistvu se lovil nekaj z nogo na enem treningu, sem se udaril ob tla in sem si uničil kolen, sem si polomil neke hrustance noter, tako da imam kose hrustanca, menisku se mi je potrgal, sprednje križne nimam. Tako da moram zdaj nujno iti na operacijo, preden lahko karkoli naprej delam. Ampak si imel pa plan za motocross ali kaj drugega, da se malo vrneš, ali rekreativno? Plan sem imel derkati to državno prvenstvo, te slovenske tekme. Mogoče je bil plan tudi kakšno enduro tekmo odpeljati, kakšno ekstrem enduro. Ampak sem,
po Ja, januarja, sistem, ko se je vse, kaj je šlo vse Razumem. smo prekinili z idejo, da bom jaz kaj dirkal letos. Prej si omenil, da sta se z babi majčkeno skregala v narekovaji, ko si nehal. Kdaj si se to odločil, kjerega leta je bilo to in zakaj si se takrat odločil, zdaj je pa Luka zadost, ne da se mi več tega? Ne, jaz sem bil, zdaj dirkal sem to slovensko prvenstvo skozi od majhnega. Skozi je bila želja, da gremo v tujino, itak pač sanje so bile od majhnega zelo dolg, recimo do mojega 20. leta vsaj, so bile moje sanje, da bom jaz v tujini dirkal, se pravi svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, karkoli in jaz bom živel od tega. No pa, ko enkrat sem videl, da to ne bo šlo tako. Da ni tako simpel. Ja, sem se pa začel. Ampak sem šel 2015 tudi probat, sem dobil eno madžarsko ekipo. Tudi to sem te mislil vprašati, ja, pa ti je nekaj kratal ta preboj z eno ekipo? Tako, ja, sem v bistvu z nekim Avstrijcem, nekako znancem smo se zmenili za eno probo na Madžarskem za ekipo, kamor sta šla pol z mano tudi Jernej pa Peter Irt. Smo šli za to ekipo testirati, pač so videli, da smo kar dobri tekmovalci in na koncu so nas vse tri vzeli v ekipo, tako da ekipo smo imeli vsege tu dol, to je čist srbski meji, se pravi 700 km v eno smer. In pa si tam živel ali kako je bilo? Živel sem, ja, večinoma sem živel tam, pa sem šel, čez zimo smo recimo imeli priprave tam, dokler ni tam toliko snega zapadalo, da je bilo preveč, pa smo šli na Sardinijo. Iz Sardinije smo šli pol tudi v Španijo naprej, pa nazaj, mislim pa smo pa nazaj hodili pa skozi. Ja, krožili ste, pač nomadsko življenje je. Ja. Naredil sem koliko, 90 000 kilometrov sem na svojem kombiju, ker sem imel unga sprinterja. Predelanega v enem letu? Spredi, ja, v avtodom, zadaj pa, ja, v enem letu. 90 000. Nora. Tako da ja, v bistvu voziš se okolno po celi Evropi, vozil sem nemško prvenstvo, nekaj evropskega prvenstva, pa še nekaj, ampak ja. To je bila v bistvu ekipa, ki je vozila pol različne dirke, različna prvenstva. Tako, ja. Glavni cilj mi je bil nemško prvenstvo ADAC, plus še pol ostale dirke, kolikor pač bomo sposobni, smo imeli tako plan. Tako da ja, smo furali. Kako se je pa pol to nehalo? Zakaj se je to nehalo? Pol pa v bistvu pol vidiš, kakšen je ta šport zares, da je to... Veliko tudi ozadja? Veliko nas je, ful je necenjena, veš, ni to neka šesta avstrijska, nemška liga ali pa karkoli, ko dobiš po 2 jurja na mesec, tle nas je, ne vem, tle 10 na svetovnem prvenstvu. Ne živijo od tega skoraj, ja. Rabi. Pancer je lep primer, tako, ja. Tako da ja, pa sem hiter videl, da sem številka, še zlomil sem si ključnico, mogel sem iti na operacijo in se mi je vse skupaj malo zamerilo, od vseh teh potovanj, treningov, vsega. Najedel si se? Najedel sem se vsega. Videl si, probal si? Ja. In pol so tudi najbrž ekipo... Mislim, z ekipo, ja, sem rekel, da se ne vidim več. Aha, si ti zaključil? Sploh v tej ekipi, ja, nekako smo se tako še malo skregali, skoraj na koncu. Oni so šli pol naprej še to pot, ali so pol pač tudi nekaj? Mislim, da je še bilo, ja, so še, mislim, 1 let zihar ali 2. Zdaj ne vem, če še obstaja ta ekipa, mislim, da je ni več. Ja. Ampak ja, je bila izkušnja, no, probal sem tujino. Vem, da si ne želim iti več. Evo, probal si te svoje sanje, ne? Pa vem, da moj otrok se ne bo profesionalno z motokrosom ukvarjal. To pa že zdaj veš. Ne boš mu sploh dal za probat. Ne, motor bom imel, sigurno, pač to je najlepši šport. Ja. Kar sem ga kdaj probal, pa pač vem, da bom ga vozil cel življenje, če se bo le dal. Ja. Ampak vem, koliko je umazan profesionalni šport. Sploh v teh časih zdaj, da mi se mu ne prvoščam. Da gre čez vse to, kar si še ti, na primer. Ja. Ja, v eni točki si se tudi, mislim, da malo spreobrnil na enduro, po domač povedano. Je to res, ne? To je bilo pa potem 2015, ko sem jaz prišel domov in sem rekel oči, mami, zdaj tako, pač jaz motokrosa videti več nočem. A to je bilo po tej madžarski? To je bilo po tej madžarski, ja. Sem rekel, pač jaz nočem več
Noči z motokrosom prodamo vse. Mi smo vrgli, mislim, smo dali na avtonet motorje, kombije, vse ni da ni. Ja. In ja, polej sem pa malo zatem, sem pa v bistvu 2016, mislim, da začel že pogrešati to, po ene pol leta mislim, da sem zdržal brez, pa itak je bila že panika. Ja. In sem začel pogrešati, klicati okoli, takrat sem pa Selesa dobil, ki je rekel, da imaš kakšen tale, kaj je že, motor, bi se šel malo pelet. In reče, da ima enega, pač da lahko pridem, da gre, pa so šli skupaj na trening, no pa sem se pa malo zmenil, da mi je dal tudi motor pa predstavil, mislim pa v bistvu imel v enduro noter sceno malo, mi je pokazal, ja. Ker prej nisem toliko spremljal, pa sem začel s cross countryjem voziti, sem imel še cross motor, pa malo sem videl, da bi probal tudi mogoče enduro, da je tudi ful zanimiv, v bistvu mi je bil bolj zanimiv kot motocross, še zdaj mi mogoče je celo. No in sem šel, sem si jih malo kupil še pol enduro motor. In sem, pa v bistvu sem za ene 3-4 leta čisto prodal cross motor, sploh ga nisem imel. Sem vozil samo to, šel sem Erzberg odpeljati. To sem te mislil vprašati, to je najbrž tudi ena izkušnja. Dajmo, da tako povej, kaj sploh je to. To je en kamnolom v Avstriji, ki je najbolj znana dirka v Evropi, glede največja dirka na svetu. Na svetu po tekmovalcih, ja. Mislim, da je tako, no, zdaj lahko me kdo bo lovil zdaj, ampak 1800 mislim, da imajo odprtih mest za prijave. Tako. In 1800 jih pride tja, to 3 dni traja ta dirka. Tako. In ti v bistvu, če dobiš mesto, ker to je pač tako v 1 uri, 2 je razprodan. A že to je problem? Že to je problem, ja, da moraš dobiti mesto. Jaz 2019 leta, ko sem šel, sem imel malo srečo, ker sem se dolgo odločil, a bi šel ali ne. Takrat sem se že nekaj vozil ekstrem enduro, ampak sem rekel, mogoče nisem še za tja. Ja. No, sem zamudil te prijave, pa sem srečo, da imam fante iz Akrapoviča okoli sebe, ki so pol nama z Tonijem Mulcem v bistvu omogočili, da smo šli na to dirko, so nama tudi četrtnino plačali, pa še support sva dobila od njih, no. Super. In pa greš tja na to dirko, prvi dan prolog, imaš v bistvu, to je kamnolom, ful velik, tako, ne moreš si predstavljati, dokler nisi v živo tam, ne, to če daš vse slovenske skupaj je verjetno za pol unga. No in imaš prolog v bistvu, kada bi rekel v Ješčah po peskokopu. Imaš od spodaj do gor za prideti, je tako na gas zatiščati, ne vem, jaz sem imel najhitrejši, mislim, da sem se čez 135 km/h peljal tam po eni ravnini po Makadamu. Se pravi Nisem sploh vedel, da gre lahko enduro motor tako. Ja, enduro motori ful letijo, bolj kot cross v bistvu. A res? Ja. No ja, in pa se moraš pa kvalificirati, 500 se jih kvalificira na dirko. Se pravi, moraš narediti čim boljši cajt, da prideš tja. In pol se ti še vsak mest šteje, ker prvih 50 štarta v prvi vrsti in 10 vrst je. Ja, in je pomembno, da si čim bolj v Tako da meni je ratel, da sem drugi dan pol popravil čas in sem bil 18. Pa si v prvi vrsti? Najboljši procent. Moro. Od 1800 sem bil 18. To je kar dosežek, ne? Sem bil najhitrejši Slovenc. Mislim, pa tudi tako, najbrž so ti te izkušnje z motokrosa v tem primeru prav prišle, ne? Ja, to se ful pozna, če motokros furaš. Imaš neko preznanje tega, da je en enduro to pol veliko lažje? Ja, tudi znaš se, mislim, tehnika je ful pomembna, zdaj na enem ekstrem enduru, neka motokros tehnika niti ni toliko pomembna za tehnične dele. Ja. Za hitre dele je pa pač tehnika ful pomembna in mogoče pač imamo mi to tehniko z motokrosa, da jo lahko prenesemo tja na Makadam, kamen, karkoli in se hitro peljemo. Tudi vedno, ko pogledaš rezultate, vidiš ful nekih teh imen, takih neznanih v ekstrem enduru v prvi vrsti, ki potlej ne pridajo prav daleč na te dirki v nedeljo, ki je pa čist drug format, je pa ekstrem enduro, se pravi, imaš pa po hosti, po skalah,
ful po konc, Ja. velike skale, zaplezati gor, zarint motor, ke vsak reče, joj, To se kaj pa ne je da fora. praviti. Ali pa- Kaj je fora, da mečete motor tam pa rinete, pač ja, glihun feeling je, no, Ko ti rata pred gor. Ker ti rata prideti gor, ja. Ker mene ni strah zdaj skoraj, da ne vem, bi si na Triglav upal iti s svojim motorjem. Nisem še bil gor, ne vem, kak je pol. Ampak ja, na te hribe, vse, kar sem šel, sem pa zmer gledal, kako bi bilo dobro A ne? tudi iti z motorjem gor, ne. A si imel to kdaj, si pomislil tako, Ja, ko bi itak, ne, sem itak. kje, tam Triglav narodni park, da te tam dobijo Ja. skroz sociali. Mislim, niti ne greš izzivati, Ja, preveč je pa ljudi, brez preveč veze. je vsega, ja, ampak... Ampak dal bi pa se najbrž, ali? Ja, se veš, Nisem še bil, ne vem, kak je Tako, tam, ja. ali je za plezat kje, ali ne, mora Ja. biti se krsti, da bom že šel to ven. me zabava, veš, kad se peleš tako pa vidiš tam un klanc, Ja. tole bi šel odpeljati, ali pa vidiš eno naravno skakalico. Ja. Fak, kako bi to šel skočiti, a veš, in te toliko časa drži in sem najdel ene par. Tle okol. Okay. Ja, ne bova rekla, Ne da bova, je ne tukaj, bova, ne smemo preveč V povedati, bistvu, ker mi se sem... sploh ne vozimo, ne? Ja, se Samo ne na dirke vozimo. gremo, ki je Tako, ja. reorganizirano. Ja. Na progo, na uraden trening. In to je Ne, to. ja, je bilo tukaj okoli nekje v naravnem okolju. Aha. Nisem delal nobene škode, ker zmer gledam na to, da Ja, ne, ja. ne naredim nobene škode, ampak ja. Pa da ne gre nobenemu v nosto, ja. To je kar ena taka tematika Spicy v Sloveniji, no, ne vem kako imajo, a imajo v Avstriji to bolj urejeno, se tam lahko vozi enduro? V Avstriji jih lovijo iz helikopterji, Še bolj? konji. Ja, tam imaš kazni po 3000 evrov naprej, mislim, da celo. Pol je še hujš, kot pri nam v Tako bistvu. da ja, pri nas imamo v redu. Zdaj, mislim, je pa res, da imajo v Avstriji parke, enduro parke, Aha. to pa v Sloveniji nimamo. In tudi zadnjič, ko sem bil povabili so me na ministrstvo za, ne vem. Okolje. Ja, ne, v bistvu Kmetijstvo? vsi smo se dubali za okolje, za kmetijstvo, Aha, za ok. lovce. Ne vem kaj vse, ne 7 teh ministrstv je bilo, Da bi pa... našli neko rešitev. Tako je, ja, problematika vožnje v naravnem okolju in so tudi mene pač kot predstavnika Aha. povabili. Me je v bistvu sožitnika, pa je pol pač žitnik mene poslal. Aha. No in sem rekel, da je brez veze to, da se oni zdaj trudijo, pa več ljudi pošiljajo v hoste, da nas bojo lovili. Ja. Ali pa da, ne vem, da z motorji za nami se matrajo, ali pa z helikopterji, ali pa z, ne vem, s konji, ali ne vem, s čem še vse lovijo. Ja. Da pač s tem ne bojo, mislim, bojo rešili mal, ampak ne bojo niti do 10% prišli tega, kolikor bi radi oni dosegli. Da je treba narediti parke, pač ja, bo mogla, ne vem, vsaka občina ali pa vsaj vsaka, ne vem, na 100 km, da imaš en... Dolenjska, Štajerska, Tako, da ja. vsaj to ne pokrit malo. Da imaš te enduro parke, kamor se lahko hodimo voziti. In bomo vsi z veseljem dali v avto in bomo se zapeljali tja in se bomo tam vozili. Da zdaj loviti nas je pa brez veze, mislim. Ja, mislim, glupo je, no, pa te pasti, ki jih nastavljajo, mislim, to je poskus To je, umora, konec tako, ja. koncev. Ja, Pa saj ja. pri bajkih je isto, ne. Povsod, ja. Ja, to... Vse to, ja. Mislim, prodajajo se motorji, a ne sme se voziti. Ja, to je Mislim, ful čudno. zakaj se pa Ja. nehite, pa ustavite Pa prodajo motorjev. ja. Zakaj pol, ne vem, v Avstriji še zdaj motorje delajo vsak dan, toliko takšnih motorjev, zakaj? Ja, zakaj, če ne smemo, ne? Ja. Čeprav, ajde, enduro te lahko registriraš, ne, pa greš tudi na cesto, ampak kaj so, Tako, sem ja. po cesti z njim vozil, kje, boš raje vzel cestni Hitro ti motor? dolg čas rata, ne. 2021 sem šel na Six Days za reprezentanco voziti. Se pravi, to je enduro dirka, ki je vsak let. In na vseh enduro dirkah, ta pravih enduro dirkah, Erzberg, ki je Extreme Enduro, je pač na zaprtem prostoru. Imaš določeno progo, ne rabiš imeti registriranega motorja, enduro dirke si pa v prometu, imaš pa v bistvu tako poteka kakor raili, ne. Aha. Imaš transferje, Okay. pa imaš pa te pač etape oziroma speciale. In pač na teh transferjih greš, ne vem, čez Ivančno, pa moraš priti do Cukrce, pa tam v Cukrci imaš pa en krog čez narediti. Aha, okay. Tako da sem rabil izpit narediti, prej me niti ni neki vlekel ta cesta, pa to sem rekel, saj imam motor Ja. za naprogo. Tako da pa sem šel, pa sem pa mogel, ja, ker se je pokazalo, da ne bi šli na to dirko, sem šel pa hitro narediti izpit. No, pa sem se začel pa tudi s cestnim motorjem voziti. No, Malo bolj. nedeljske vožnje. Tako, ja. Noč resnega ali pa da bi šel na grobnik dirkat. Si že šel na grobnik? Ne, nisem bil še na grobniku.
ne vem, mislim, veš, kak je s temi stvarmi. Jaz sem si zdaj v življenju zadal tako, da Probo si že. če ne grem probat, ne, Ja. si lahko govorim, da mi ni všeč. Ne? Okej. Če pa probam, pa da mi je všeč, Pa pa si je pa pa gotov. svinarija. Ne? Jaz delam stanovanje, ki bi ga rad naredil, Dokončal. ampak jaz vem, da če bom šel na Grobnik pelat, ne, bom unih 10 jurjev, ki jih imam na strani za okna, dal za en cesten motor, pa bom rekel, lej, saj Enkrat ne si rabim živel. se še preseliti takoj. Ne. Bom še malo doma, pa je. Tako da ja, doskrat rajši ne probam kakšnih stvari. Ja. Ne, ampak bo treba, ja. Na Grobnik me ful vleče, ker bi rad sem dobil ta feeling, da vidim, kak je. Evo nas, domača cukrca. A ni in pa- lepo tukaj? Ne, tukaj je pa... To je pa najbolj sprostitveni plac. Ja, ko Kokrat prideš jaz pridem, tako sem, pa sem tukaj. A Z ja? motorčkom se prepeljem. Pa tja malo gor gledaš. Se usedem, ja, pa malo gledam. pa ptičke Ker sem poslušaš. imel enduro motor skozi, sem hodil na furo kdaj, pa sem šel kle malo se pelet okoli, pa tja gore na siestico odspat. Prav odspad. Ja, to mi je pa najjače. Na Ne vem soncu zakaj, tako. po mojem so največji debil, ampak... Z jaz motocross grem- opremo? Ja, z motocross opremo, lepo se uležeš nekje v hosti na samem. Tega Life. še koliso slišal. Life. To moraš probati. Najboljši počitek. Jaz sem šel pa zadnjič. Ja, tako da sem počil, pa razgledal, pa sem si razmišljal, kaj bom zdaj na salamco, pa sirček. Ja. Ej. Notro v ruzaku. Ti imaš tale legendaren kombi, Uf, Kodiaq, Rayquan. Volkswagen, kaj je zdaj to? Poglejte si to, no. Kak Pussy je? wagon. Pussy wagon has a right. Ja, Volkswagen Kodiaq VRS. Ja. 4x4. Ne, kjer letnik je to? To je toliko legendaren. 2000. 2000. 2000 letnik, zdaj imam Stari zbeda starej. tehničnega imam zdaj, Ja. v kratkem, tako da sem ga začel rihtati, ne. Aha. Malo brusam, pa to se učim. Jaz sem mislil, da so to nalepke, stari. Ne, to je, Ne to je. pridite pogledat. To, kar je vi Luka zrihta, stari, malo pobrus. Ja, ne, jaz sem šel na YouTube, sem malo pogledal, sem rekel, se to bi jaz mogel znati. Ja, vsi Pa zakopane. ne vem, če mi ratuje, no. Tako da ja, sem ga zdaj sestavil, pa dal ven iz delavnice, sem zato, da mi do posnameva, pa gre pa nazaj. Pa naprej švasa. Una stran je še cela za narediti. Ne, pa veš, čist top izpade, ne. a veš. Ja. Teb služi, pač noter naložiš za motorja, greš, sploh prespiš, tu če greš v tujino, ne, najbrž si že Vrhunsko stokrat. je, ja. Imam Pač še to pa malo po... počitniško prikolico, imam. A ja, za zdraven. Zapnem, grem na To se derko, spomnim. kle so motori. Sem mislil, da si prodal? Ne, Še imaš? ne, to ne bo šlo od bajte. To ne boš odbajte. Glej, tle je hudo kamuflaža, pritjakati poslej. Pač človek bi mislil, da je folija gor, da je tako, pač, a veš, proper, mislim, sej je proper, ampak Saj je the real proper. shit, ne. Ja, art. Glej, prepero nas je, ne, top, zdaj boste pa videli še drugačen art, Lukata v zraku. Kaj imaš nek ti nov motor, nek hud, ne, fajn. Da vidiš, da je to. Pa čist je, ne? Za Sploh ne- razliko od čofa. Daj, pustimo to. Fanatic Racing, kakorkoli. 450, Ja, čakaj, mašina. rekel si, da ga hočeš tudi prodati, a? Zdaj imaš Tako, idealno ja. šanso. Ja. Zelo, kaj sem res reklamo naredil. Ja. Ne, ja, glede na to, da grem na operacijo v kratkem, pa me čaka koliko en let rehabilitacije, bom mogel ta motor iz, ne vem, 15 urem od bajte, ker bom verjetno čez en let pol drugega kupil. Ja, itak, ko se ti ne splača, da Tako da ja, motor se prodaja, če koga zanima, je res dober. Mislim, jaz ga ne bi prodal, če ne bi imel poškodbe. Pa ugodno ga dobi, ne, nov motor skoraj. Nikoli na dirki, nikoli turiran. Če ne vem, če je imel kakšno Si derko. najbrž res ne, a? A ja, v Semiču sem vozil derko. Aha, Po pokalno. VIP kontestu sem šel še odpeljati derko. Ma ne. Drugače pa ja. Če ima 15 ur. To si rekel od Yamahe mašino. Se pravi, Yamaha je komplet, Ja. z drugim auspuhom, elektronko, sedež ima že boljši, plastika. Tole je kaj, tole spredaj? To je elektronka, tukaj Aha. si v bistvu naštimaš traction control na štartu, se pravi, ko se štarta z mrež, si tukaj lahko naštimaš, na koliko obratov bi imel, ko daš ti na full gas, se ustavi na unih obratih, se pravi, da je optimalno za Ja, skočiti ven iz rampe in ti lahko pomaga. ure ti nikjer ne pišejo, si rekel, ker so na Ker računalniku. imaš vse na telefonu, to je ful dobro. Se pravi, ti na telefonu se povežeš s telefonom, ti kaže, koliko ur imaš, kdaj je bil servis narejen, karkoli si delal na motorju, lahko zapisuješ noter, lahko štelaš mape, imaš milijone enih možnosti. En motor, ki prihaja v karavano in bomo še kaj slišali o njem. In če kdo Sigurno. hoče, kakšna je pa cena, je z Yamaho tam ali je cene?
drugač nov? Mislim, da je tam, ne vem, ne poznam Aha, toliko trga, da bi vedel tudi od Yamahe, kakšne cene so. No, Ampak če si nekdo želi pa malo drugačen motor, pa da je Tako, kvaliteten, pa tako neki novega na sceni, je pa to ne. Kaj zgrešiti, ja. Tudi mene, tudi jaz, ki sem dobil ponudbo zdaj za tega fantika, z Moto X Generationa so me kontaktirali. Oni ga prodajajo. Oni prodajajo in so rekli, če bi jaz to probal, pa sem bil tako fantik, mislim, saj sem slišal, pa vem, da delajo dvotakne, da imajo ful dobre, kakšen je to motor, sem šel malo na internet, ker sem videl, kakšen je. Sem takoj potrdil, ker sem pač vedel, da je dober motor. Vse je na osnovi Yamahe, ki je zdaj odličen motor. Zdaj boste pa videli, v bistvu ta motor sam vozi. V bistvu ne rabiš nič znati, pač daš gas in greš. Ja. Sej Jaz na sem ga motorju ne rabiš. naučil, tako da zdaj tudi, kdor kupi ta motor, tako se bo pelil, ko bo zdaj videl. No, ne. Vsaj. Kaj, Mark? Stari. Prehitil sem ga, si videl? Ja, Ja, tam sem potem pa sekal. nazaj. Tam sem sekal. Ja, Mene nič ne bolijo roke. To, da se malo zmenimo, kaj bi kaj Okej, posneli. A znaš kakšen trik, tako ne vem, kruh vržeš v zraku, pa ga poješ, pa... Tako, vem pa, da znaš, da tako noge naprej, kva še znaš, svašta. Ma nekaj sem tudi freestyla že probal. Letos v bistvu, lani sem šel prvič na rampo, mislim, tako da sem začel tudi freestyle skakati. Pa mi je ful zanimiv, sicer zaradi zdaj poškodbe kolena si ne upam več dosti, pa čakam. Ampak po operaciji bom pa zihar šel nazaj spet kaj probat na rampo. A ti vidiš, na suhi progi sem jaz moker, stari, kaj Ja, najdu si lužo, videl sem kje. Fak, stari, direkt na Tako ti je gazi, rata. saj sem mislil pol tam čez. Verjetno si mogel, nekaj zdaj raba za content čofa. Ja, tako, Mora biti motor umazan, kaj boš mojega prav? Bi bilo res brez veze. stari, Luka me sem heca danes. Jaz te izzovem na start, pa bomo videli, kdo holšat dobi, a upaš? Nekaj se govori, da si kar natreniran v tem. Ja. Vsak dan tlele po šihtu, ne? Bolj štarti. Ja, po štartik sem močan, ja. Peva. Vsak dan nekaj novega, ne? Vsak dan se nekaj novega naučimo, ne? Ful si bliz, zdaj da me noš tle zbol, 5 stran. Ja, zdaj predstavljaj si, ker nas je 40. Nočem si predstavljati, to je samomor zame, stari. Ne, meni je pa to najlepše. To je tebi najlep štart, Meni je najbolj pogrešam štart. ker tista napetost na A začetku. veš, kaj sem rekel, da bom nehal derkat, ne? Ja. Sem kao nehal derkat, ma ta prva derka, ki je bila, sem šel na njo. Zato, ker sem pogrešal to živčnost, štart mi je zakon. Prvi ovink noter, ki preletimo vsi skupaj, ki se toliko molčkaš. To se dejansko prerivaš. takole malo, ne? Ja. A so to tudi z Dirty Games? Mislim, imaš glih tako, no, se igra nek fair play pravilo, ampak imaš ljudi, ki pač se tega ne upoštevajo, pa grejo vate, načeloma gre to vse čez. Sem pa tja te kdaj vrže. Ja. Da vidimo, kaj zmore Luka Kutnar proti čofa, stari, jaz sem ready. Pa ne velja te rampe, ker jaz to nimam, pa veš. Ja, jaz tudi nimam. Motor pa lepo. Še zmeraj bolj čist motor od tebe. Ja, jaz sem šel tam v lužo, 3 pikce. Dobro, da nisi tam posnel, jaz sem mislil, da sem razkanto in da bom šel čofa tam, jaz sem dejansko. Ste videli to, Janja Garnbret. Ne, kako se reče? Garnbret je. Garnbret, Janja Garnbret, evo ga na motorih, na 2 kolesih. Poglej ga. Če to ni norc, pa ne vem. Like a boss.
Zame je bil to uran trening, zate pa... Ki so se Ma, daj mi, si se najprej tako ponosil v blizu, ne? Ne, dobro, kaj? Vsak krog na motorju, vsaka minuta na motorju je lepa. In se pozna, ne? Se pozna. Na začetku napredek pa to, ne? Tako je, največji problem je to, ko bi vsi... Vse, ki gledaš ta šport po televiziji, je čisto lahek. Simpel, To je nekaj najlažjega. To, ko vsi pravijo, ne? Ajde, da te tako vprašam, kaj se misliš o ljudeh, ki pravijo, pa se usedeš pa daš na gas, a ne? Ja, Kaj si to misliš o skozi tem? slišam, ne. Saj zdaj, ko bom imel operacijo kolena, mi je rekel zdravnik, lej, kakšne košarke pa tenisa ne boš mogel en let igrati, ampak na motor boš pa hiter šel lahko, ker se ti sedel boš že pa gazdal, ne. Pa sem mu hotel reči, saj Pa bi bil raj ti, Ni ne te čisto najprej tako, zdaj, ne. pa Ja, bom ja, pa rekel ja, na ja. koncu. Ne, noro, no. Ful se poznano, ali po moje, ali si od 6 leta vozil, ali pa jaz, koliko sem Tako je. pole začel, ne. tudi oni, ki so kasneje začeli se poznavne konstantne ure, ki jih naberaš. Se Ja. pravi, da ni nekih večjih pauz vmes, ki greš Ja. voziti. To se prej spozna. Tako ja, da narediš ti v enem letu, ne vem, 120 ur, jaz grem stav, da boš napredoval nenormalno. Če pa narediš ti, ne vem, 20 ur, pa še to delaš enkrat na 14 dni, Ja, pa ne moreš napredovati, ker ja. okay, rej, moram iti to v eno šolo, pol priporočaš, a ne? Sem prej si dobro povedal, najprej se tok na voz, da boš lahko v šoli zdržal. Tako ja, tudi jaz recimo, če bi te imel v šoli, ne, Ja. bi šla na progo, pa 1 uro ne bi šla dole, si se počutil sposoben, da bo zdaj 1 uro vozila, sicer Odvisno kaj. krajše dela, ne, Ja. pač ovink po ovink, ampak Ja, je vsem to kar del, ne. seveda je, seveda Tako je. da fajn je vsem, da si malo navožen prej. Ja, pa enega trenerja dobiti osnove. Učiti se. Največji problem je to, ko vsi krivijo gume, pa amortizacija mi ne dela, pa to. Pa ga pa pogledaš, kako se pele, ja se s to tehniko ti ne more nič delati. Mislim, ne me narobe razumeti, ampak jaz imam standard motor že Ja. od nekdaj, amortizacija je standard, vse je standard, pa vse mi dela. Pa se pogovarjam s kakšnim, ki ima isti motor, ma to nič ne dela, to nič ne dela. Pa dokler ga ne vidim na motorju, sem tako, kako ne dela, če Ja. meni dela. Pa Pa ga pa vidim, vidiš. kako se pele, ja, tehnike, pa vse. Ja, zmer bojo neki izgovori najprej, ne? Ja, tako je. Ti si imel prej, kaj je bil? Jaz bi izgovoril, ki pri štartu, Ne, že pri tebi doma je bil eden. pri meni doma, za, ki je bil motor umazan, ali zakaj. In najbrž je bil že prvi izbor. Mislim, ja, pač, veš, to se malo zapeleš, ne kaj bom zdaj. Saj bo šla itak na progo, pa bo itak umazan, a veš? Ne, Nisem čofa si. vem, imaš prav. A ti po vsakmu treningu tekmi ja. takoj opereš, ali eni imajo tako en dan kasneje, pa si ga vidi vzamejo. Mislim, zdaj tako je, če je motor samo malo prašen, pa vse skupaj. Sem jaz mnenja, da ne rabiš merkati, mislim, ne rabiš pred motorja zmeri nalivati vodo v Tako, kot imaš ležaje, ti vse zdajle. povsod. Ja, bi ga načeloma pustil. Bi ga pustil. Tako, kot imam pa jaz, ker sem ga že doma, to bi popravil. Mislim, glede na to, da se gre snemati, valjda si ga opereš, nima veze, koliko je. Lahko je sem prah se gor nabere, Aha. lahko je samo en pajk, Imaš prav. splet v mrežo, ne. To je treba oprati, snemati gremo, ne. Slab pozor. Ja, jaz sem se danes zjutraj ob 7 zbudil, zato da sem motor prav. Jaz sem šel pa ob 2 spat, zato da sem tebe naštudiral, kaj te vprašati. Ne, saj sem vedel, da bo naj pogovor šel stekel. Ej, veš kaj mi povej, a smo zmer na tem motorju nimaš nalep, pa nimaš cifre. Ja. Vem, da si imel 804, a si imel še kakšno cifro. Ja, včasih, ko sem jaz začel, še nekaj časa nazaj, je bilo tako, da nisi imel fiksno svoje številke, ampak si dobil vsak let novo številko. Se pravi, da ko si bil noter, si pol dobil že dvomestne. Vse te stvari so se mogle poklopiti, ampak si imel vsak let, ja, si imel drugačno številko. Pa se je pa to nekako ustavil, pa sem imel, ne vem, 72, 27, 6. Na koncu vem, da sem imel 6 nekaj časa. Pa zaradi tujine tudi sem rekel, rabim kakšno večjo številko, sem šel pa na 804, ki je najlepša številka na svetu. Ne. Aha, ok, to je kakšen datum tvoj? Ja, 8. 8.4. april, je. rojstni dan. Rojstni dan imam 8.4. Ja, tako da sem hotel 84. Pa me pol že Herling, se ne veš, pa če bi šel na svetovno, bi mogel meniti. Seveda ne, mislim. Ne, Lahko bi se pol pogajal, ne, kdo je jač, Tako, lej, ja. Herling, prosim, da je odstran to cifro, ker to jaz vozim. Tako, ja. Ja. Jaz sem 8.4., si ti mogoče. Je se kakšna pa njegova zgodba, mogoče veš, ali ima isto datum, ali Ne. kar tako. Sej, Ne vem vsak ima zgodbe, zase. lahko Ja. da je... Saj eni imajo, eni nimajo, sem Tako, ja. čisto slučajno sem vprašal. Čisto, ja. Ne, jaz
Ne vem, zakaj sem prišel na to idejo. Kjer motorje si pa vse furo? Jaz se te spomnim še kot rumeno strelo, imel si Suzukija? Začel sem na Husqvarno 50, pa sem imel Kawasakija, Suzukija, Honda, Suzukija, pa sem bil na KTM od 2012 do 2015, pa sem bil 2015 v ekipi na Husqvarni, pa sem šel nazaj na KTM, pa zdaj sem na Fantiku, na telepotici. Pravi, praktično vse, kjer ga nisem slišal, Yamahe nisem slišal. Nekaj sem si enkrat sposodil. Tako da v bistvu Yamaha mi še manjka. Kako pa je to najbrž? Pa že- Razen, kaj, Triumf, če bo pa Ducati, dogaja, Triumfi. te ta novi, ne? To pa še pride, ja, Še super. vidim. Kva pa, če se zdaj malo vrnemo nazaj na tvojo kariero, najljubši trenutek, ki ga ne boš nikoli pozabil, najbrž tisti z Gajserjem, ali imaš kaj drugega v mislih, kakšen moment, dogodek? Ma ne vem, mislim, vse so mi... Tisti je najbrž kot Ful imam, achievement. Ja, ful imam enih lepih, ampak mogoče najlepši mi je bilo, ko sem zaključil Six Days. To za reprezentanco, ko sem vozil tisti let. Zakaj? Enduro, ki je taka težka, mislim, težka dirka je, ampak vseeno pa sem se boril, 6 dni se voziš vsak dan po 8 ur si na motorju. In pa na koncu, ko zaključiš, si res vesel, pogledaš, rezultati so bili v redu, vseeno sem bil najboljši Slovenc, pa kar daleč sem prišel. In tako pač vem, da sem nekaj naredil, da sem dal vse od sebe, vse je bilo od mene odvisno in je bilo super. Kaj pa recimo za tem en mesec sem šel tudi na MX of Nations, se pravi za motocross reprezentanco voziti. Ampak pa nisem šel čisto pravilno pripravljen, pa nisem imel motorja še čisto dobro naštudiranega, ker sem ga šele, mislim, sem me dosti na koncu poklicali v ekipo. Sem pol šele, ne vem, 3 tedne pred dirko dobil motor. Sem se tako matril z uno dirko, no nisem... Nisi to kožil? Ne, ja, pa tako sem najbolj srečen, da sem dobil možnost nastopati za Slovenijo. Ful sem bil, mislim, itak ponosen tam, da sem slovenske barve zastopil, vsem dobijo sem 3 vsak let to možnost. Tako da ja, vesel tega, ampak same dirka mi ni bila toliko všeč, no. Če grem na to, po moje Six Days, kakšno to, ker sem bil državni prvak. Ker je bil pol, tle se spomnim, ker si bil cukrci, ker si imel majice, žurko, ne, takrat ni bilo, ampak ja, vsi so imeli to majico, sam jaz se nisem imel. Ja, še kape. Ja, Vse, bro. pa žurke naprej, ja, ne, takih, to ti pol ostane za zmeraj. Tako, ja. Sicer mi je bilo ful zanimiv, ker po uni, ko sem bil državni prvak, sem bil pa tako, kot pa zdaj, ne. Zdaj sem to dosegel, kar sem si želel. Jaz sem bil, ne vem, 6-krat državni podprvak, vseeno sem imel Gajserja skozi, ki je bil hitrejši. Nisem je boljši. Pa tako še par teh in nisem nikoli državni prvak, šele v Open kategoriji. 2017 sem bil državni prvak in mi je tako pač nekaj mi je odlegel. Ampak pa sem bil pa kar tako, fuck, kaj pa zdaj, ne? Kaj pa zdaj lahko s tem naredim, ok, državni prvak sem. Nič nimam, kaj, ok, državni prvak sem, kaj je zdaj? Ja, kaj zdaj? Sem kar nehal voziti, sem kar motor prodal, sem rekel, bom zdaj sam enduro vozil. In takrat sem šel direkt sam na enduro. Ja. So vsi tako rekli, čak, državni prvak si bil, pa si nehal. Sem tako, ja, ker mi ne predstavlja nič, nisem dobil ne sponzorjev, ne od AMZS-ja me ni noben povohal, vse kar sem dobil roko, še, ne vem, dobil sem spet plaketo za športnika občine Ivančna Gorica, to je pa čisto vse, ker niti prodati ne morem, da bi si šel v burek kupiti. Ne, sej sem ponosen, seveda, ampak... Teh plaket si tudi kar nekaj dobil za občino, to se tudi spomnim. Ja, to je bilo tudi kar nekaj, sem se nehal pol prijavljati. Vse mi je bilo zanimivo, ker sem na občino vprašal takrat, ker sem zastopil reprezentanco v tistem letu, če bi lahko dobil kakšno podporo, ker en prijatelj na enduro, ki je vozil, je imel to tak grb, pa ne vem, koliko denarja je dobil od občine. Sem rekel, ja, pa če je valjda, se greš tudi svojo občino predstavljati. Ampak ne. Ba sem napizdil, če sem se prijavil na uno, na začetku leta, ne vem kaj, na razpise, pa vse. Sem rekel, hvala. Ja, takrat bi že mogel vedeti, da bo šel. Zdaj sem vesel, da se selam v drugo občino. Ok, če smo obdelali te lepe trenutke, ja, veliko smo se pogovarjali tudi o poškodbah, ki so sestavni del tega športa. Kjer je pa trenutek, ki ti je ostal v spominu, pa ti je tako res grenak, ki ga ne bi rad še enkrat ponovil? Je to kakšna poškodba, je to
ne vem, kaj te je završan, ki je prehitil, pa ne, a veš, ne A vem. me je završen, ki je preklip. To je tvoje vprašanje, jaz mislim, da jaka, ne vem. Ne bi rekel, no. Ne, verjetno me je tudi že. Ja. Tako. Drugač pa, najbolj grenek. Ne vem, mislim, teh poškodb je itak ful veliko, pa vse so grenke. Ne vem, tudi letos Ja. sem prebil tla, nisem niti padel. Zdaj, zanimive so mi te poškodbe, ker doskrat sploh, ne vem, dal sem nogo na tle, ker mi je mal motor odnesel, ampak ja, motor ima 100 kg. In je teža. In je itek vso težo je šla na nogo, kolen je spustil, tako da ja, nisem niti padel na nič, odpeljal se normalno naprej, sem solze so mi pretekle, ker me je to kolen bolo, da si nisem več. Tako da ja, tega je ful, ne vem, ramo sem si spahnil, pa zlomo tukaj spodaj je bilo tudi ena taka grda izkušnja, ki se je treba do bolnice peljati, Ja. tisto ramo, ko vse skače. Včeraj sem videl en posnetek, ki si padel na tej mizi Ja, s Suzukijem. Ali Tako, takrat ja. kaj je bilo? Ali... Ne, mislim, bil sem malo nezavesten, pa mislim, pretres sem imel, pa popraskan cel. No, čistko, Ni bilo, ja. Ampak gled, videti je bilo pa kar, ja. Pa tudi v tistem posnetku, to je na tvojem Ja, YouTube ja, ja, ja. Kunke je snemal, fuck, nek klev na pol. Ja. sem gledal, ne. Zdaj se temu smejimo, ne, takrat pa je pač Ja, najbolj je bilo šlo kar dol, zanimivo, ne. doplikarje so takrat v zraku, ja, sem Aha. mal. A v zraku sta se zapela? Zbližala, ja. Ja. V bistvu jaz sem zadaj mu preletel v zadnjem kolo, Mm. preveč sva šla na skupaj in mi je odnesel, tako da Ja. pa sem šel v ribico. Pa še en posnetek pa v mislih, ki si bil pa na Mivki, tudi par let nazaj. Čistko, Aha, nedolžen padec, malo te razmetala, ampak Ja. tudi takrat si odnesel Ključnico. ključnico, kar tako. ja, ključnica Na je... ravnini, ki ne bi mislil človek. ne. Mislim, problem je, mivka je problem to, da si padeš kao na mehko nekaj mivka, ampak zmeraj te ustavi. Zdaj na makadamu te odbije, pa si kažabca se naprej valaš, pa si popraskan. Mivka je pa tako mehka, da te v bistvu ustavi. In ker sem padel na glavo, skoraj vedno si zlomiš ključnico s čelado, nekaj kle ostra in pač čelada je šla Ja. noter. Tako da ja, tudi ključnica je bila Ti tega leva se spomnim. 4-krat operirana. Ok, koliko sme pa vseh poškodb? A veš vse na pamet, a jih znaš Mislim, da mi našteti? jih je zdravnica 26 kosti naštela. To so samo kosti. Zlomljeni. Ja. Pol Ja, so še- to je pač tako, ne vem, sem 2 leta nazaj preletel v en drevo, pa sem si zlomil 5 kosti na podplatu, ne. Pa ker sem padel na glavo, sem si zlomil ključnico, prsnico, pa 4 rebra, ne. To je spet 6 kosti, kao šteti. Ja, razumem. Tako da ja, ni bilo zdaj 26 krat gipsem, pa Ne. doskrat je bilo tudi po 5 naenkrat. Jezus Kristus. Tako da ja, mislim, lep šport, ful, ampak ja, ima pa to zraven, ne, zdaj eni imajo več tega. Spet je fora tudi dosta v pripravljenosti. Ja, Bo dosti bolj, ko si prštiman, težje pride do poškodb. sigurno. Pa spet, ja, ko padeš v en ta cikel, da si v bistvu poškodovan, pa po poškodbi se vračaš, pa spet si hiter poškodovan, ker se nisi pravilno pripravil še za na motor. Ja, kako hočeš iti Tako čim da prej ja, nazaj? jaz sem pol v to nekako padel, preden sem pogruntil, da je to problem tudi v moji pripravljenosti, pa vse mu je bilo že 10 zlomov mimo. Dobro, lej, važno, da smo danes... Nisem pa ni pa vse na motorju, jaz sem štorast tudi tako, ne, da ne bo kdo mislil, da ti to motor vse naredi. Jaz Ja, sem šel ne, sem. bordat, pa zapestje zlomov, pa ne, te stvari, to je bilo skozi. Ma ne, imaš kilometre, lej, pozna se, veš kako ga voziti, sem pač lej, naredi se vsacmo, ne. Ma ja. Pač, ker greš na tok na polno, ker ti je to pač tok več tveganja in Tako, to ja. bolj pogosto, ne. Jaz Ja, pa, ja, ker ja, pač ja. počas sem pa takole lepo. Ampak ja, lej, lep šport, kar sva rekla, eni si ga vzamemo kot takole druženje, pa pol če vape, pa neki tako, eni pa bolj zares. Jaz zmer bolj. Ti zmer bolj, Ja, jaz si ja, na ja. tej strani. Ja, lej, lepo, pa bomo pa še kdaj to rešili. Itak, da bomo šli. Znaš, zdaj gremo se spakirati, pa ja, morda kaj dobrega pojesti, počasi bomo lačni. A ti bi šel še en krog, ja? Ne, z avto. Ja, še z avto, pa ja, Dočno. po vinkih. Tole je bilo luštno, če bi takole vsak dan mičkene, ne, pa bi bilo. Ja, vse drugače ni več. daleč. Ja, Ni daleč. tako daleč, kot kar dolgo smo se sam vozila, ne. Pa, Z motorjem si v kolkem času tukaj, 2 minutki, ma ja, hiter si. hiter. Mi ne gremo nikoli. mi Ne, zmeraj ne gremo z pripeljem- motorji, valjda, da ne, ker niso registrirani, pa ne smemo po cesti. To je pa po športni hosti. rekvizit, Tako, ja. tako, ki je namenjen zgolj za Ja, ja. vožnjo na Tako poligon. da ga damo noter v Audija A5, Tako. se odpeljemo do proti. Ja, res, ja, pa. A si videl sploh to zvezdnato nebo? Rolls Čakaj, Royce. čakaj. Čakaj, čakaj.
Tole pa nismo pokazali. Ama Rolls Royce, ja se vidi tukaj, se vidi. Zvezdna to ne bo. Kaj imaš to bunkice not zabite? Ja, a veš, kaj sem je odlimal, ne? Ja, jaz takoj vem, zakaj imaš ti tole. Ampak dobro zgleda. Ne, to... Jaz sem pa videl to pri Završanu, on mi je pokazal, ne vem, da je oči njegov pogrunt ali je on. Čisto huda fora. Je v Audiju takrat je imel še Audija, ja, pa si je takole zrihtal, ampak ja, ideja. Bam, sem zapičil tele bunkice in rečeš In zvezda zdaj to to ne bo. dobro zgleda, da sploh ne bom razkopaval, pa Brez zrihtal veze. tako, kot treba, To ne. vrednost je zdaj zrasla. Zdaj je tako, kot treba. Ja. Zdaj se pelava iz Sukrca, to je naša najna domača steza, tle si najbrž tudi največ pretreniral in tako naprej. To drži? Ali? Ja, ali v mlajših letih sem se ful vozil tukaj, tako da mislim, imam kar nekaj ur. Najbrž je to proga, ja, ko imam največ ur. Katera ti je pa mogoče najljubša v Sloveniji? Pa v Sloveniji ne vem, če mi ni glih Šentvid najbolj tako razgiban, skoki, vse skupaj, da Tle imaš res dosti, ne? neka celota. Ja, pa tako je, mislim, se Šentvid je ena težjih prog, bi rekel, za čistega amaterja se bo dosti lažje vozil na kakšnih drugih progah. Ampak za nas, ki smo že malo več ur dali čez, pa leto temu nam pa paše, da je tudi kaj malo težjega. Tako da pa najbolj tukaj uživam, no, malo je razgibano, hribi, doline, skoki. Ja, in višinska razlika in to, ne, vse imaš. Vse imaš, ja, mi je ta najbolj všeč, no. Jaz naprimer, če grem v Krško, pa jaz se lahko tam lepo vozim, ravnica, veš, kakšen skok. Tako, ja. Tam je meni luštno zame za začetnika, tlele pa predzvisiš, imaš te, tako se rekel, skoke, višine in... Mislim, vseeno je težja proga od ostalih, ampak boš največ tukaj odnesel na takih progah. Kaj pa Orehova? Je težja ali je lažja? Orehova vas, jaz bi rekel, da je lažja. Da je lažja kot ta vse? Ja, da je vseeno so, mislim, saj se malo bolj uniči, malo bolj se ponavadi luknje naredijo, ampak niti ni takih nekih težkih sekcij, skokov, nič. Nazadnje, ko sem jaz tam vozil, ni bilo pametnega, no, tako da je malo dolgočasno že, no. Videl sem, da si bil tudi pri Timu že, ti ima svojo progo, kaj praviš o tej? To mi je najboljša proga. To je zdaj najboljša proga v Sloveniji, ja? Ja, ampak to je tako, to je verjetno, če greš tja pameten, koliko si nekaj hud, pa koliko nekaj znaš, je to samo mor. Boš videl, da te malo prizemlji pa tako, ne? Tako je. Tako da ja, jaz, ko sem šel tja, tudi ta prvič, ko sem šel, sem v bistvu rabo eno celo vožnjo, da sem sploh naštudiral skoke, pa začel skakati, ker recimo zdaj vse ostale proge v Sloveniji grem prvi krog, lahko vse skoke čez, ja. Tam so pa vseeno toliko večji, toliko bolj pošpičeni, vse skupaj toliko večje, da si moraš čas vzeti, tudi pol ne razmišljaš, ne napadaš ovink pa po ovink, ampak na začetku sem tako, zdaj moram kleči čez ta ovink, tako pa tretja, četrta, pa s takim gasom pa bo šlo čez. Nisem nič drugega delal, kakor za skoke. Pa ja, ko prideš enkrat malo v ritem, pa ko ti te skoki domači ratajo, ko ti v bistvu oči dajo, da ni več toliko veliko vsem, pa bav, rata pa to nekaj najlepšega, ko lahko letiš, ne vem, 10-15 metrov v luft je pa... Noro je, no, kakor vidim po posnetkih. Jaz sem videl tako, enkrat, ko sem bil v tistih koncih, sem se ostal, pa toliko, da sem jo videl živo, no, ni bilo odprt, ni bilo tako. Sem res to moral pa Tima, mogoče če bi polej... Ja, ne, se ne govorim ti za to, ne, ti ne boš šel voziti, niti jaz ne bi dovolil, lahko greš pa z mano, ne, bom probal jaz. Ja, ne, to sem te tudi mislil vprašati, ja, kakšno imaš mnenje, ajde, pol začetnik tam, brez veze, tudi če skočiš nekaj na pol. Odvisno kako je, zdaj, dost proge je take, malej tudi začetnik lahko uživa tam, zdaj je par skokov je naredil takih, da grejo ful v luft, pa da si ne želiš biti prekratek ali pa predolg. Tisti pač moraš vedeti in tam se malo miriš. Tisti moraš vedeti, ja, pa tam iti počas čez, drugače pa... Mislim, jaz vedno tako rečem, da vsaka amaterka ima nekaj v glavi, pa ko ne boš šel čez sebe, ja, je v redu. Na uni progi uživo glih tako. To je res, ja. Skupni prijatelj Vidmar mi je enkrat eno zgodbico povedal, da ste vi šli nekam, pač na nek trening, in da ste pa izgubili motorja, ste bole komil. Kaj je to za eno zgodbo, daj povem iz tvoje? Šli smo, mislim, da z njegovo prikolico, v glavnem z eno prikolico smo šli še zadaj. Jaz mislim, da sem imel motor v kombiju, na varnem, nekaj ven ne more past, oziroma bi mogla biti res bedarija, da bi ven padel, tako da ja, z njegovim smo šli in ja, smo zvezali une motorje nekako slabo in
V bistvu smo se skozi lepo peljali do tam, glih do tega križišča, ki smo mi zdaj desno zavili. Se pravi, gor, ko greš v Šentvid, tam neki začne delati, pogledam jaz v špegu od Vidmarja motor na tleh, balanco, reže stran. Glih to, ki je bil še privezan, da ni dol padel, ampak da je dol visel, pa smo ga vlekli za sabo. Šitej. Pa kakor tok nov, ne? A ni bil tam? Mislim, da je bil skoraj čist nov, ali da ga je glih dubel ali nekaj tazga. Kaj mi je to rekel, jaz sem Ja. Ampak dobro, se teh zgodb je ful, tudi jaz poznam take na avtocesti, ko so motori dol zleteli pa vse. Ja, to je pa nevarno, mislim. A je kdo na letu, ali kako ste pol? Mislim, da je bilo sreča na izvozu iz avtoceste, da je padel. Aha, Tako da vseeno mora rukant malo, ampak ja, na teh prikolcah je fajn biti malo bolj previden. No. Ja, Saj tudi v kombiju, če pade, ni fajn, ampak ja, ne bo šel ven. Ej, pa še neko zgodbo imam. Jaz, ko sem kupil motor, prvo stvar, ko smo jo naredili, pa nisem vedel, ampak ja, Uroš me je poklical, ajde, gremo. In tam se seveda prikaže Luka Kutar in mi se malo furamo. In jaz, a veš, si predstavljaš, kupaš motor, mirkaš, ne veš, da pač lahko motor malo vržeš na tla, da to ni nič takega, te praskice na cross motori. In ja, mi gremo z Lukatom malo takole, a veste, Luka pa Orang vozi enduro, gre v take klance in jaz, ko sem videl, da fante gor rinejo, jaz sem tako, tole šlo skozi in valjda sem na sred hriba zmer počakal in Luka je bil tisti moj rešitelj, ki je pripeljal svoj motor gor in pol je prišel dol po mojega, da smo šli lahko naprej. Ne vem, koliko te je bilo takrat zabavno, ampak jaz sem se tako križal, kaj mi je treba, prvo furo, greš s svojim motorjem in ti greš direkt iz Kutarja, ko vozi cel life, mislim. Ja ne, to je, enduro jaz imam enduro tako kot druženje ali pa kot šport. Zdaj, če hočem imeti orangturo, pa si bom najdel take ljudi, ki vem, da se dobro peljejo in bom šel na trening in takrat hočem v 3 urah prešvicati vse pa skurt tank. Lahko grem pa tako na druženje, ko smo šli mi takrat, ko smo se imeli itak top in mi vseeno, pač, če treba koga porint, če treba s kom se skupaj peljati, grem valjda z veseljem, pomagam kaj, naučim, kam smo šli, na Woodland smo šli takrat tudi, ne? Tudi. Pa, ja, pač kle, okoli smo se malo... En tak krog smo naredili. En tak krogec, ja. Mislim, sej sem jaz tudi ful užival, ampak skozi sem v mislih, joj, zdaj spet me čakajo, spet mi morajo motor gor pripeljati. Mislim, ja, sej. Ma ja, ne. Če si ga vzel kot druženje, pol, ja, a veš. Ne, jaz mislim, vedno če kaj tazga, da je komu ne paše to, da se pač pomaga, potlej je tako, da pač rečeš ali pa pač se pusti, se pove unmu, da se ga preveč čaka. Jaz nisem nikoli imel težav s tem, pa sem vedno probal pomagati, pa da gremo skupaj naprej. No. Zdaj pa, ko sva bila v Cukrci, malo je bilo prašno, ko je bilo suho, sem pa rekel, da ti tale legendarni kombi malo spucamo pa zrihtamo. Nehi. Ja, mislim, če si za, če ti ga smem, a si za? Valjda sem za. Da gremo z njim čofa, tako da... A ja, prav čofa, zdaj je ta moment prišel. Zdaj je ta moment, ki gre tvoj kombi čofa, tako da te vljudno povabim v Ivančno, da greva na Petrol. Tam bo eno hudo avtomatsko pralnico, pa tole spustiva čez, pa boš imel tipi-topi. Pa gremo na eno kosilo, če si da. Jaz sem direkt za. Da boš kaj gospod, da te malo počasti. Zmenen. Pa da bom imel kombi spucan po ne vem kolkem času. Ga ne pucaš ali kaj? Ne, se ga pucam. Sej jaz tudi svoj motor, mislim, ne. Ampak ja, valjda je tole najlepše. Ne vem, če sem ta pa na Petrolu ga pa še nisem, ne? Tako da zdaj bo test, da vidim. Zdaj bo test, da boš videl, da je super. Tako. Pa sva na Petrolu, jaz tukaj kar dosti zahajam, kje pa ti tankaš tukaj? Ja, tudi tukaj, ne, to je kar točka za nas. Ja, v Ivančni imamo cone, ja. A uporabljaš tudi to njihovo aplikacijo Petrol Go, čisto nova, lej. Takole imaš, prideš v app, skeniraš, če greš tankat, poskeniraš in noter vnešel sem tisto svojo bančno kartico in ne rabiš iti noter, lahko ti avtomatsko trgam in se usedeš. Plačan. Ja, in veš kako izgleda, ne, kada prideš pa se odpeleš, ja, vsi tako gledajo. Tako da jaz to ful uporabljam. Zdaj so pa rekla, da bo šla avto pred, imajo pa tudi isto foro,
Naprimer, če imaš 5 pran, dobiš še enega zastonj. Tako da, to so neke take zvestobe Petrola. Lahko pa tudi čisto posamično opereš, pa isto skeniraš, vsak izbereš pranje in akcija. Zdaj, da vidimo, če to dela. Ja, bomo. Zdaj zanima. Evo pa še ena kratka informacija. Do konca junija vam lahko uporaba aplikacije Petrol Go v nagradni igri prinese dobro imetje v višini kar 1000 evrov. Vse, kar moraš narediti, je naslednje. Če z aplikacijo Petrol Go opraviš vsaj en nakup v vrednosti 50 evrov ali pa več manjših nakupov v vrednosti 50 evrov, sodeluješ v tej nagradni igri. In pa srečno sem, pa hvala Petrolu, ki podpirate po Vinkih. Poglejte si to, čudovit izdelek, pa to je nara. Imaš ti rukolca? Rukolca sem si malo trave naštimal. Domača tatarska, ne? Hoči dela praviš. Snemalec Jakob, kebab. Tole pojemo, pa mislim, da smo uspešno zaključili snemanje. Tako, to si podamo roko. Dober tek. Daj, nehaj, no, Luka, kaj je zdaj to, kje smo? To je nek stopnišče, rezano stopnišče, kjer imaš ti, ne vem. To se je nabral malo pleha, ne? Nekaj malega pa je. Nekaj jih je, ne? Tako najbrž za vsakega se ne spomniš, ne? Ma ne, moram prebrati pa malo pomisliti za večino, ampak ja, dosti pa takih. Ja, tako si rekel, malo prahu pa pajkov je že, ampak... Ja. Moram dobiti, če bi kdo prišel, kjera, mogoče spucati. Punce, evo. Zihar pica vsaj. Se to je, po moje, da je polovica. Polovica vsega? Ja, imam še povsod, to začne pa ležati. Ampak ja. Evo ga, sliki, spomini. A to je babi slučajno? Ja, to je babi. Ko smo se prej v avtu pogovarjali o babi, noro. Babi, ki je vozila. Mali Luka, ki se ga jaz spomnim, to je noro. Tako da ja, to je cukrce, lej. Tle je oči. Oči, kaj še furu. Kaj še furuješ, celo neko derko odpeljati. Ja, nač, tle smo lahko najbrž še 3 dni, ampak ja, zdaj greva še naprej, tale Tour de Italija, ja. O tem smo se prej pogovarjali v avtu. Tako, ja. Evo, kjera poslikava. Mič narisal. Ok, se podpisal. Tle si pa mlajši kao. Tako, ja, to je od 2011, ali pa pol 2012. Noro, pa slike, čak, to si ti? Slike, to je Milec. A Milec? Ne, jaz ne padem. Milec pa ja. Ja, Milec, ja, smo pa tudi v vlogu videli. Čak, imamo klele, lej, kle sta te dva. Polajžar pa Robek. Ne, Robek tole, kak je leto. Ja. Jezus. Ni prstov z motorjem. Čakaj, tole je... Semič. Semič, je. Gremo še malo za šank. Konjiček, ja. Obvezno, ne? Ne, enega takratkega. Moj brat Matevž. On, ki ne mara motorjev. Tam smo ga malo. Pa Bobi. Bobi. Glavno, najedla so se, pogovorila so se, upam, da ti ni bilo odveč, jaz bi se ti res iz srca zahvalil, da si si vzel čas. Če ne drugega, čez 5 let bova pogledala pa imela nek spomin. Tako, ja, se bova spomnila. Kako je bilo tebi? Meni je bilo odlično. Se mi zdi, da je tekel. Vozili smo se, družili smo se, najedali smo se, kaj nam manjka? Kaj nam manjka, če je to kriza nekaj traja. Tako, ja, tako, več ne zahtevamo. Ja, vam pa hvala, ker ste spremljali, pa se gledamo še kdaj naprej. Čau.